Zdaj lepo pozdravljeni na tem dogodku, kjer bomo govorili o evropski minimalni plači. Ideja je ta, ker se zadeva oblikuje na evropski ravni, v tem trenutku koncipira se jo. So težave večje, kot je bilo tisto, kar je bilo povedano tako strani same komisije, torej predsednice komisije, kot našega komisarja Niklasa Schmidta, ker so bile neke zaveze zelo močne dane, kako bo ta zadeva pravzaprav pravno zavezujoča in da bomo res govorili, ja, to so zaveze, ki so bile dane in zaradi katerih so bili izvoljeni v parlamentu. Benšina je bila relativno majhna, vsaj pri njej, in je že takrat pravzaprav velik del tega bilo in to je bil tudi en del, zelo pomemben del socialno-demokratskega programa, s katerim se je šlo pravzaprav na volitve. Seveda se politiki včasih zelo optimistično zadeve postavijo, bolj kot jih je preprosto realizirati. V čem je največji problem je nam sam pravni red, ki štarta iz socialno-tržnega gospodarstva, s tem, da je tržno v spredju, socialno je dodatek, de facto, ko pogledaš, kako v sodišče odloča, boš videl pri prenosu suverenosti, kadar bi šlo za človekove pravice, nikoli ne bo pustila Evropska unija ali pa sodišče, da bi šla ta zadeva kamorkoli drugam, torej tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice ne. Ko pa gre recimo pri CETI in podobnih zadevah, je pa to kompatibilno s pravnim redom. Torej, ko gre za, v bistvu bom rekel, socialni partnerji so različno ovrednoteni znotraj samega sistema. Hkrati pa v bistvu celoten sistem deluje na tem, da mora biti nek socialni dialog. In zaradi tega je v bistvu ta osnovni tisti, ki jih bi prosil najprej za izhodiščna stališča, so pravzaprav torej predstavniki vlade, predstavniki sindikatov in predstavniki gospodarstva. Vse troje je pravzaprav tisto, kar je pomembno in je sestavni del pravzaprav lahko tudi problema, zaradi tega, ker ponekod, kjer zelo dobro teče socialni dialog, niti ne poznajo zakonske ureditve. In je to sestavni del kolektivnih pogajanj. In je to nekaj samoumevnega in se tudi samoumevno dviguje in se ne izkorišča in se ne izogiba in podobne zadeve. Ker ko v bistvu te zadeve nekako primerjaš eno z drugim, imamo včasih kar znatne pravzaprav probleme. Zdaj tisto, kar se je skozi to torej nekako pokazalo in kar bi skušal nekako skozi to razpravo, do česa bi skušali priti, je ne, da bi nadomestili tisto, kar bo itak vlada mogla sprejeti pri celotni zadevi, ampak da bi se pogovorili o teh zadevah. Da tudi vemo pri samem koncipiranju, ker recimo moja poslanska skupina, za njo je pa to najpomembnejša stvar. In ker ima v bistvu neposredno tudi komisarje z naše skupine, smo absolutno zainteresirani, da bo zadeva koncipirana na tak način, da bi lahko šla skozi parlament in da bi izpolnili tisto zadevo. Koliko je prostora na tem vprašanju je drugo. Jasno je, da te zadeve ne bo možno urejati znotraj zgolj člena, ki ureja v bistvu sam trg, torej tisto, ker eksplicitno izključuje višino plače, če hočeš govoriti o višini, če jo hočeš nekako določiti, in da bi bilo treba za karkoli takšnega najti drugi pravni okvir, ki bi spet omogočal dvotretjinsko večino, ker v nasprotnem primeru bo ena država dovolj, da potegne zadevo nazaj in vemo, da so nasprotniki tako lahko na severu kot na vzhodu številni, ki pravzaprav še vedno štartajo iz predpostavke, da je pravzaprav možno v bistvu to dirko do socialnega dna peljati, torej z čim nižjo ceno delovne sile, v bistvu zgolj s tem tekmovati, ne pa tudi na druge načine. Doda zraven še okoljski moment, ki še zakomplicira celotno zadevo in jaz mislim, da tle so potrebne varovalke, zato da zadeve ne grejo slabše tam, kjer so. Tudi za nekatere je smisel tega zgolj, da zavarujejo obstoječi sistem, da ga ni možno politično kar tako odpraviti, ker je zavarovan na evropski ravni. Tudi to bi lahko bil eden od potencialnih ciljev, ker ga pač preprosto pride kakšna oblast, ki misli, da lahko vse naredi, ne deluje pravna država na evropski ravni, tako da bi bile sankcije avtomatske in podobne zadeve in si lahko marsikaj privošči. Tako da so tle številni pomisleki, ki morajo o tem biti. Torej, jaz bi dal najprej besedo državnemu sekretarju še, na Tilnu Božiču, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, ker vem, da so zelo daleč to zadevo že nekako, vsaj vis-a-vis našega sistema minimalnih plač nekako domišljali, ali pa vsaj poskušali nekako izoblikovati to zadevo, ampak zadeva še ni prišla tako daleč, ali pa niti
ni tako daleč koncipirana, da bi bilo potreba potem, da bi bila to stališče pravzaprav že sprejeto, po drugi strani pa je to vseeno neko izhodišče, ki jaz mislim, da bo predvsem poskušalo, čeprav razumem, braniti naš sistem, da se slučajno skozi to ne pride do tega, da bomo mi nižali standarde, ki jih imamo na tem področju. Tilen, tako da ti dam besedo, da se do tega širokega vprašanja lahko še marsikaj se doda zraven, če je treba. Prosim. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moramo obenem tudi praviči, danes je dominirano, da bo z vami ministrica, žal mi tegnile zaradi drugih obveznosti, tako da upam, da bom jo dostojno nadomeščal danes. Se pravi, minimalna plača je prvorazredna tema, ne zgolj za evropski rang, ampak tudi marsikje drugje. Gre za eno temo, ki je pri nas eskalirala, to je bolj morda moje mnenje, iz nekakšnega morda težav s socialnim dialogom. Se pravi, neke ravni, ki bi se mogle dogajati, in to je bipartitna raven, se pravi med delodajalci in sindikati, in zaradi določenih zastojev, ki so se dogajali, lahko so trajali tudi po več let, so se začeli postavljati določeni pritiski. Se pravi, ko ti nekje pozicijo ustaviš in ko se pojavijo neki pritiski, je ne pomikaš in prilagajaš trenutnim razmeram, nastajajo tenzije. Če predolgo časa trajajo tenzije, začne zadeva eskalirati in tako je eskalirala do tega, da je prišlo do politične eskalacije. Se pravi, za neko zadevo, kjer v tistem trenutku ni bil možen, se pravi, dogovorni pristop, ki bi omogočil, da se zadeva rešimo, da na bipartitni ravni z nekim sodelovanjem, se je spet postavilo, lahko rečemo tukaj ministrstvo, vlada in tako naprej, med tisto kladivce in nakovalce. Minimalna plača je prišla v koalicijsko pogodbo, kot posledica tega, lahko rečemo, družbenega aktivizma, postala je prvorazredna tema in ko postala prvorazredna tema za politiko, jo je mogla politika rešiti. Politika seveda zadeve ponavadi reši politično. Ne glede na to, da so politične odločitve lahko suboptimalne, še vedno ocenjujem, da glede na koncept, ki smo ga mi izbrali, je ta relativno napreden, razumen in bo verjetno, ko bo prišel skozi to debato na evropski ravni, pripoznan kot eden izmed dveh pristopov, pri čemer je ta morda še najbolj vsebinski, z vidika tistega, kar tudi lahko rečemo, da v zadnjem času zagotavlja tako EU kot OECD, se pravi človek v središču. Človekocentričen pristop, dobenega ne pustimo od zadaj, kot je en tak rek v angleščini, se leave no one behind. In od tu naprej, dejansko ta koncept, ki se ga je lotila vlada potom koalicijske pogodbe in ga skušala potem tudi skozi neka pogajanja, ki so bila bolj ali manj uspešna, tega ne bi komentiral, ampak je skušala narediti nekatere prilagoditve, tudi pripeljala noter, je, se pravi, ta koncept, ko ti pogledaš nekoga kot človeka in rečeš, v redu, glede na to, kakšne so potrebe v tej državi, se pravi, kakšni so tvoji minimalni življenjski stroški, da se delo splača, da dostojno preživiš ob polnem delovnem času, z nekim dodatkom zraven, da dejansko ne govorimo zgolj o preživetvenemu minimumu, ampak vsaj dostojnemu. In od tu naprej, se pravi, je razvit ta model, ki predvideva, kot tudi zakon piše in bo v naslednjem letu tudi aktualno, se pravi minimalni življenjski stroški, povečani za 20%. Od tu naprej pa seveda tudi možnost nadaljnjega dogovarjanja socialnih partnerjev, ker je predviden ne samo od tukaj navzgor, kot je bil prvi predlog, ampak dejansko omogoča nek pas, v katerem se socialni partnerji potem pogovarjajo. Rečejo zdaj, razmere gospodarske so take, situacija je taka in taka, smo morda malo bliže na minimalnih življenjskih stroških po 20%, ali smo pa morda nekje više, glede na trenutno situacijo, tako v gospodarstvu, kot na zadnji javni sektorju, v mednarodnem smislu in tako naprej. Tako da ta rešitev izhaja iz človeka in dodaja tisti del, ki je pomemben, se pravi, ohranja socialni dialog, vendar v nekem pasu. Druga rešitev, ki je bolj tehnična in zato tudi tisto ocenjujem, da je manj primerna.
Ta se ukvarja s tem, da rečemo nek odstotek od medijane, nek odstotek od povprečne plače in ta ne upošteva človeka v smislu, ki je on je, ampak upošteva nek makroekonomski kazalec, neko povprečje in na tisto nalepi delež. Ta težko upošteva, če se tako izrazim, človeka. Zato je recimo meni ta pristop, ki smo ga obrali, in je tudi nekako končal v zakonodaji, mi je bliže in tudi iz tega, kar se napoveduje za naprej, za razvoj tudi teh integracij in tako naprej, bo verjetno eden izmed dveh, o katerem bo šlo, se pravi, bo tekla ta diskusija. Ne? Se pravi, en matematični, makroekonomski, drugi mikro, bolj raven, bolj človeški. Ne? Seveda pa ta reč za sabo potegne številne implikacije. Ne? Od prehodnega obdobja, kako deluje, od tega, kako zdaj v tem konkretnem trenutku deluje, ampak na dolgi rok, srednji oziroma dolgi rok, je to neka rešitev, ki mislim, da bi lahko bila trajna. Okay. Mislim, da si za izhodišče povedal bistvo in na nek način dejstvo, da bo potrebna neka kombinacija oziroma zgolj matematični model, da zelo poenostavim stvar. Če bi šel zgolj s tem matematičnim modelom in to 60 oziroma 60% medijane vzel kot izhodišče, bi prišlo do tega, da bi nemške plače recimo minimalne povečale za 4 evre urno postavko, ker to zelo radi v bistvu tam postavijo, bolgarsko pa za 20 centov. Sam to bi se zgodilo in zadeva bi se naenkrat še bolj razvlekla, torej kontra tistim osnovnim interesom, ker je v bistvu to, da na tej točki ne bi toliko tekmovali med sabo, ampak da bi tekmovali znotraj nekih razumnih meja, ker imajo potem pa številne druge, tudi demografske in vse ostale. Zdaj to je v bistvu recimo stališče glede na to, kakšen model v tem trenutku imamo. Še mogoče ena pripomba, da nismo edini, to pa čisto nismo edini, ki smo politično intervenirali. Prav v teh študijah se je pojavila v bistvu ta potreba po politični intervenciji, ko v bistvu oba partnerja nista ali sposobna se dogovarjati, ali pa ko eden močnejši od drugega. To dvoje imate in je vse več držav, kjer je ta politična intervencija pravzaprav potrebna in tudi ohranja ali pa celo vzpostavlja vlade. Bodi si dva taka primera iz te moje družine, sta vsekakor Portugalska in zdaj Španija, kjer je politična intervencija tista, ki pelje celotno zadevo. Ponekod pa pravzaprav socialnega dialoga praktično nimajo in je v bistvu še zlasti stran sindikatov tista, ki je šibkejša. Ampak dajmo najprej zdaj pogledati stvar z pogleda delodajalcev. Torej, v bistvu, kakšen je pogled na to evropsko urejanje in seveda tudi naše, eno in drugo je potrebno pravzaprav upoštevati, strani Gospodarske zbornice Slovenije, magistrica Sonja Šmuc, generalna direktorica, prosim. Hvala lepa. V Evropi, kolikor vem, ima 22 držav urejeno, zakonsko urejeno minimalno plačo. Še pred 10 leti jih je bilo bistveno manj, torej se absolutno strinjamo s tem, da je neko zaostajanje pri pozornosti na spodnje plače, pa tudi v politiki Evropske unije, da ne dopušča socialnega dumpinga, bilo logično, da se gre v usmeritev oblikovanja nekih, rečemo temu, uzanc, ki so bile potem zakonsko urejene, vendar pa v državah različno, so se različno pristopile. Običajno praksa in teorija kažeta, da je pri oblikovanju minimalne plače treba upoštevati 3 elemente. En je socialni, en je politični in en je ekonomski. In v središču teh 3 lahko najdeš najboljšo rešitev. In mnoge države so se seveda zato tudi odločile, da vse te 3 komponente upoštevajo. In tudi Slovenija je to v prvem zakonu o minimalni plači točno na to šla. Torej postavljanje minimalno izhodišče, spodnje izhodišče, ki se vsako leto adaptira glede na 4 različne kazalce.
ključne inflacija, produktivnost, BDP in pa zaposlenost. Torej iz tega sklopa elementov, ki sploh niso niti odvisni od rasti plače same, ne, se je oblikovala minimalna plača, ki je potem, ko je začel ta mehanizem delovati, tudi rasla bistveno hitreje, kot so rasle plače sicer. Potem pa je zato, ker je to, kot je bilo rečeno, postala prvorazredna tema politična, prišla v koalicijsko pogodbo in bil sprejet ne rast minimalnih plač, ampak je bil fokus na preureditvi definicije minimalne plače, ki se jo naj loči iz definicije plače kot take in ima neko svojo zgodbo. In v tej svoji zgodbi, ki jo je tako lepo pravzaprav opisal državni sekretar, se je pozabilo na 3 elemente, ampak se je reklo, človeka postavimo v ospredje, zato ker je to politično modro, zato ker je to socialno v redu, ekonomija nas pa ne zanima. In ko to narediš, lahko to pač preprosto sprejmeš in to se je tudi zgodilo, brez kakršnega koli upoštevanja posledic tega ravnanja in v nekem idealnem svetu bi pač lahko pripeljali to zgodbo do tega, da pač vsak dobi toliko, kot potrebuje za življenje, kar je idealna predstava družbe. Najverjetneje bi bilo, če bi to lahko dosegli, bi bili vsi zelo zadovoljni. Ne živimo pa v Indiji Kormandiji, ne, in je treba upoštevati zelo različne silnice, ki vplivajo na oblikovanje. In konec koncev smo zdaj pač te dni lahko gledali, kaj se dogaja po domovih za ostarele, ne, kjer ocenjujejo, da potrebujejo skupno na državni ravni za 30 milijonov več za to, da bodo lahko zadostili zakonskim zahtevam. Vlada ni rezervirala sredstev za to, kar pomeni, da bodo ti zavodi morali hočeš nočeš, ki priznavajo, seveda želijo, da so ljudje bolje plačani, ker je to delo težko, tudi težko dobijo zaposlene, da upravljajo delo, ki je potrebno v domovih za starejše. Ampak če ne bo šlo drugače, bodo pač morali to prevaliti v višjo ceno storitve. Enako se bo zgodilo pri vrtcih, zdaj videvamo tudi šole, ki niso poznale sploh izgube in se srečujejo za izgubo in to je potegneš cel spekter, stvari se s tem spremeni in na koncu zato, ker je prej 5 do 10% recimo bi prejemalo doplačila do minimalne plače, narediš nekaj, kjer potem te isti zaposleni dobijo nekaj več, ampak tudi približno ne toliko več, kot je delodajalec dolžen pokrit, ne, torej dobijo manjši delež dviga, dvignajo se jim pa bistveno več življenjski stroški, kar pomeni, da se je življenjski standard teh istih ljudi, ki jih želimo zaščititi, ne, oziroma jim omogočiti boljše preživetje, poslabšal in poslabšal se tudi vsem drugim državljanom. In dosegli bomo višji nivo cen na domači ravni, poslabšali konkurenčnost na izvozni ravni in se potem gledali, kaj se nam dogaja. Ne? Rekli smo, da smo postavili človeka v središče, brez razumevanja, v kakšnem okolju ta človek v resnici tudi funkcionira. In to je očitek, recimo, delodajalske strani, da je pri pripravi tega zakona se je šlo samo na politično všečnost, na to, kar se lahko politično proda in tak zakon ni težko prodati. Tudi to je se pokazalo v parlamentu, ko pride do tja, ga ni poslanca, ki bo rekel, da je proti višjim minimalnim plačam. Ne glede na posledice, ki se potem zgodijo. Najprej bomo naredili potem bomo najprej videti, da bo treba že razpravati le, potem pa bomo še odprli. Meni ne bo treba kaj veliko moderirati. Zdaj tisto, kar zdaj pa dajmo pogledati, če to z sindikalne strani. Ne? Sindikati se tudi soočajo z svojimi problemi. V bistvu, osnovni problem, koliko je znotraj tega sindikalnega dialoga, je v bistvu koliko delavcev dejansko vključeno v to zadevo. Ne? Se tudi na drugi strani, tudi glede samega gospodarstva, koliko je v bistvu gospodarska zbornica reprezentativna glede na vse ostale zadeve. Se tukaj so zadeve pravzaprav podobne. In bi dal besedo gospe Lidiji Jerkič, predsednici Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, za to izhodišče z te strani. Prosim. Jaz se bom pa vsem skušala osredotočiti na temo. Ja. Današnja tema ni slovenska minimalna plača, današnja tema je predlog evropske minimalne plače,
ki je v tem trenutku v fazi posvetovanja, nekaj stališč je znanih, mislim, da so vse pomembnejše sindikalne asociacije na evropski ravni ta svoja stališča že zavzela, tudi mislim, da Business Europe je to stališče že zavzel. Ni se čuditi, da so stališča različna, že uvod je verjetno nakazal to. Na drugi strani pa mislim, da je izjemno pomembno, da se je ta iniciativa začela in da se dogaja scenarij, ki smo ga spremljali mogoče po posameznih evropskih državah, zdaj pač na evropski ravni. Dejstvo je, da je socialni dialog tisti, ki je vzrok za vse težave, in pešanje kolektivnega pogajanja pravzaprav na vseh ravneh. Vedno več je, to je bilo že povedano, držav, ki ima minimalno plačo. Zadnja jo je uvajala Nemčija, ki je bila še nedavno tega, mogoče 10 let nazaj, znana kot država z izjemnim socialnim dialogom in močnimi sindikati, pa se je kljub temu zgodilo, da je v bistvu pokritost s kolektivnimi pogodbami padala tudi tam. To pomeni, da pravice, ki se dogovarjajo s kolektivnimi pogodbami, veljajo za vedno manjše število zaposlenih. Zdaj, podatki so znani, jaz jih ne bom navajala, največjo pokritost s kolektivnimi pogodbami imajo seveda skandinavske države, najmanjšo pokritost imajo države, ki so imele tudi največjo krizo, recimo v Grčiji je kriza povzročila popoln kolaps kolektivnega pogajanja. V Sloveniji, na primer, če bi imeli situacijo Grčije, bi pomenilo, da bi veljale kolektivne pogodbe mogoče še za 10% zaposlenih. Vsi ostali bi bili pa samo na zakonskih minimalnih standardih. Če zdaj rečem, pri plači bi potem cela Slovenija imela samo obvezujočo minimalno plačo in nič drugega. Mi do te situacije na srečo nismo prišli, nažalost smo pa prišli do situacije, ko je bilo treba državno intervencijo. In do te državne intervencije zdaj prihaja na evropski ravni. Zato, ker se ugotavlja, da prosti trg in ekonomija nista tista, ki dajeta odgovore za vsaj približno dostojno življenje posameznika, da se razlike povečujejo, da je vedno večja disperzija oziroma da je vedno manj tistih, ki imajo bogastvo in vedno več tistih, ki nimajo več sredstvo za preživljanje, je pač prišla ta iniciativa v smislu dogovarjanja tistega minimalnega življenjskega standarda, ki je v Evropi še dopusten. Evropa pač je država, skupnost, ki temelji tudi na socialnih pravicah in verjetno je bila ocena politike, da je skrajni čas, da se na tem področju v dogovarjanje poseže. Zdaj, še enkrat bom ponovila, temeljni problem je sposobnost socialnih partnerjev. Nič ne bomo storili samo za določitvijo minimalne plače, če na drugi strani ne bomo okrepili socialnega dialoga. To je seveda mogoče na različne načine. Izkušnje sicer oziroma statistika kaže, da je v bistvu skoraj bolj pomembno, kako so organizirani delodajalci za stanje kolektivnega pogajanja. Tudi pri nas zakon mimogrede je vezan na dejavnost delodajalca in na reprezentativnost delodajalca, manj kot pa na sindikalno stran. Ampak jasno je, da na drugi strani potrebujejo delodajalci tudi pogajalskega partnerja, to smo sindikati. Naj spomnim, da smo sindikati v tej državi edina asociacija na katerikoli način, če mi bo kdo še koga najdel, naj mi prosim sporoči, ki nismo v nikakršnem delu financirani od nikjer druge kot izključno iz članarine. Delodajalske organizacije imajo tudi prostovoljno članstvo, pa vendar imajo nekaj koncesij, plus tega je verjetno delodajalcev lažje plačati članarino kot delavcu z minimalno plačo. Nevladne organizacije imajo svoj zakon in svoje financiranje, cerkev ima svoje financiranje, politične stranke imate svoje financiranje, to so vse proračunske postavke, sindikati tega financiranja nimamo. Dejstvo je tudi, da vse, kar se sindikati dogovorimo, velja za vse zaposlene v tej državi, vključno s poslanci, na primer, ali pa za predsednika državnega sveta, ki že ravno tukaj sedi. Zato plačuje v Sloveniji v tem trenutku približno 20% ljudi.
80% kritizira sindikate, povejo, da nič nismo naredili ali naredili premalo, 20% za to plačuje. Ne bom vprašala, koliko tukaj vas je članov sindikata, ampak vsi tisti, ki niste, uživate v zastonj vožnji socialnega dialoga. Hočem samo predstaviti težavo, ki jo imamo, in ta spirala gre seveda navzdol. Ko bo, mislim, da ima ministrstvo za delo izdelano eno analizo, ko bo socialno partnerstvo padlo pod članstvo v sindikatih ali pri delodajalskih organizacijah padlo pod 5%, imamo na ulicah ljudi, imamo anarhijo, imamo vse kaj drugega kot socialni dialog in tja se peljemo. Pa ne samo v Sloveniji, tja se pelje celotna Evropa. Tako da v bistvu vprašanje minimalne plače odpira eno celo paleto vprašanj, kvalitete socialnega dialoga, o tem, kako se lahko socialni partnerji sporazumevamo, kako podpirati to, da se bomo lahko sporazumevali, kako nas ne izrinjati iz odločevalskega procesa. V političnih strankah je, ne vem, jaz nimam točne ocene, ne vem pa, če več kot 5% državljanov te Slovenije, niti toliko ne odkimavajo. No, ampak na drugi strani je pa politika izključni odločevalec, če se sindikatov in delodajalcev in nevladnih organizacij ne vključi v te procese. In mi imamo zdaj tudi, če hočete, desni ekstremizmi ali pa levi ekstremizmi, ampak desni so meni bolj nevšečni, se pojavljajo zaradi tega stanja, odrinjanja ljudi iz procesov odločanja. Tako da jaz mislim, da debata minimalne plače bo debata o vsem tem. Zdaj mimogrede, sindikati smo to idejo podprli, opozarjamo na vrsto stvari, ki so lahko problem. Tudi med sindikati ni enotnosti. Sindikati, ki imajo ustaljen socialni dialog, dober socialni dialog, zlasti skandinavske države, tega ne podpirajo, ker smatrajo, da gre za neko utesnjevanje. Na drugi strani tisti sindikalne organizacije, ki nimajo nobenega dialoga, to seveda podpirajo, ker vidijo rešitev v intervenciji države. Delodajalci pa, kot se mi zdi, tudi niso pretirano navdušeni nad to spremembo, vendarle gre za neke vrste omejevanje. Toliko. Hvala za ta izhodišča, pa vidim, da je Tilen že hotel v bistvu reagirati. Ja, zdaj dobro obsobljene stvari že razene, tudi morda z neko usporednico, ki je zdaj v teh dneh, kako bi rekel, veliko po poročilih, tem usporednico nekako zdaj precepljenostno jo morda. Se pravi, koliko je tistih ljudi, ki se angažirajo in ne samo angažirajo, ampak organizirano angažirajo, povejo, kaj mislijo in prinesejo to na neko platformo, to je ekonomsko-socialni svet, kjer se te zadeve da obravnavati na, bom rekel, dostojen, korekten način in tudi z vso mašinerijo, ki je zadaj. Se pravi, da so na mizi ne tisto, kar je morda, ki je zraslo za kakšnim šankom ali pa na tržnici, ampak tisto, kar je tudi analitično podprto. Da veš, o čem se pogovarjaš, zakaj se pogovarjaš, da pravi, kje točno je problem, nekje misliš, da je problem, a kje točno je problem, kje je pot, nekje misliš, da je pot in kje je cilj. In te stvari moraš relativno dobro vedeti. In jaz mislim, da se je Evropska unija začela zavedati, da za družbeni mir je treba zelo veliko narediti. Tudi zaradi tega so se odločili, da se pogovarjamo zdaj o tem imenovanem socialnem stebru, ker se sistematično razdeluje področja, ki so za družbo pomembna, da se naslavlja kakovost bivanja, da se naslavlja posameznika, ker se je začelo ugotavljati, da se posamezniki v tej Evropi zgubljajo. Pa ne samo po Evropi, tudi po posamičnih državah. In zdaj, države so se vsaka po svoje malo lotevali, tudi če gremo gledati minimalno plačo, in pritiski na minimalno plačo. Zdaj, mi smo nekaj zrasli, če rečemo z vidika minimalne plače, v okviru, se pravi, koliko so šle plače gor. Ampak, če mi pogledamo recimo ta del bolj vzhodno, južno in tako naprej, bomo ugotovili, da so oni pri svojih modelih ugotovili, da obstaja, morda lahko temu rečemo kot nekakšno pregledstvo minimalne plače. Da imaš ti izjemno veliko število ljudi, ki imajo nizke dohodke, ki moraš potem zagotavljati sočasno transferje, istočasno pa to gospodarstvo omogoča, da mu ni treba proizvajati ali pa razvijati neke više dodane vrednosti, nekega razvoja, nekega preboja,
ampak se dejansko potem v tvojem območju začne zadrževati določena industrija, določena znanja, določena moč, ki ni nujno prebojna, ker prebojne moči preprosto ne potrebuješ. In tako kot se včasih reče, da se delavci morda tako malo ulenijo oziroma prepustijo temu toku, tako se včasih delodajalci, ne nazadnje, to so tudi delavci, ne, tisti, ki delajo to, se tudi včasih prepustijo toku. Ne. Se pravi, kaj je treba narediti zaradi tega, da ti narediš nek premik naprej. In zagotovo pri nas, če tako pogledam, je vprašanje, kot tudi širše Evropske unije, vprašanje produktivnosti. In pri tej produktivnosti, potem, ko gremo mi pogledati, nekaj je bilo rečeno na nek način, da mi ekonomskega vidika nismo upoštevali, ali pa da nismo v teh treh. Jaz moram priznati, da smo gledali na vse tri, ne, je pa res, da so tej ekonomski pa drugi okviri lahko zelo široki, ko začneš razmišljati in postavljati zgodbo. Se pravi, eden izmed teh širših okvirjev je ta, da mi počasi prihajamo, vsaj kar se tiče transferjev, na približno 1,5 milijarde. Zdaj, nič ni narobe, da imamo mi transferje, da ljudem zagotavljamo dostojno življenje. Težava je pa, če pozabimo na to, zakaj tisti transferji tam so in komu v končni fazi služijo. Se pravi, ali smo mi sistem, ki je tako, lahko rečemo, socialno bogat, ki ta Ginijev koeficient izrazito, se pravi, izboljša v korist, se pravi, ko se Slovenije, ko se primerjamo z drugimi državami, se pravi, na koga točno leti, ne? Ker poleg gotovimo, da obstajajo določene branže, določene skupine in tako naprej, in tu gre na nek način za subvencioniranje. Zdaj, če smo se mi kot družba odločili in vsi vemo, da toliko dajamo in koliko odpade na posamično branžo in je to skupni dogovor, če tako rečemo, je to v redu, ker vsi vemo, kdo zakaj plačuje in kaj ima ta družba, gospodarstvo, prebivalci in tako, od tega. Če pa to začenja preraščati v neko tiho potuho, se pravi, da določene branže, ko nekdo pride delati, pričakuje, ne vem, nizko plačo, ampak sočasno pričakuje, ampak že tudi ko novačijo nekateri naši delodajalci iz tujine ljudi, rečejo, ja, saj to je plača, veš, ampak veš, mi ti damo zraven še skoraj enkrat toliko. Ne? Se pravi, ti damo otroške dodatke, ti damo določene transferje, glede boš imel vrtec zastonj in tako naprej. In to je infrastruktura, kar je prav, ki jo zagotavlja država. Ampak je treba vedno vedeti, zakaj se plačuje in ali je to primerno. In moja ocena je, da s tem, ko se zadržuje minimalno plačo prenizko, ne, zdaj v tem primeru mislim, da je korektno, ampak če bi jo držali še en čas v tistih gabaritih odprej in ne bi bili sposobni skozi socialni dialog priti do nekega premika naprej, bi dejansko socialni transferi na eni strani rasti, vedno več branž dejansko bi se še vedno počutilo tam v redu in stvar je v tem, to se pogosto na kakšnih menedžerskih sestankih sliše, da moraš iti ven iz te svoje cone udobja, ne? In cono udobja je treba tukaj spodbuditi tudi za gospodarstvo. Mi moramo priti do višje dodane vrednosti, moramo delati stvari, ki imajo, se pravi, z višjo produktivnostjo in tako naprej. In na nek način je z določenimi pritiski pri minimalni plači se to začelo dogajati ne samo tisti, ki so razgledani pa rinejo naprej, ampak tudi pri ostalih, da se sprosti jasen signal, da na tak način, na dolgi rok ni možno delati, tudi zaradi tega, ker mi na dolgi rok kaj delamo. Imamo posameznika z nizko plačo, z visokimi transferji. Za tega časa dela ni sposoben ali pa težko normalno preživi. Ko bo šel v penzijo, spet mu bomo transferjem zagotavljali normalno pokojnino. Se pravi, ti ga spraviš od prvega dneva, ko gre v službo, pa pod kar se rodi, ga spraviš v eno spiralo. Cilj je, da vsi skupaj delamo na tem, da je ta spirala navzgor, ne navzdol. Sistem socialnih transferjev, odvisno kaj vzameš, ampak določeni deli so res namenjeni za začasnost, za začasno pomoč, postajajo pa dejansko trajni. Tako da to so take, kako bi rekel, zanimive debate, ne glede na politično všečnost ali pa nevšečnost, bo pa ta zadeva imela velike posledice za naprej. Jaz si upam reči, da vsaj, kar se tiče ekipe na Ministrstvu za delo, da smo stvari korektno oddelali, ne glede na to, da smo prihajali pogosto do tistih zaprtih vrat, se pravi, ko nekako ni bilo možno vzpostavljati dialoga, še vedno smo naredili, jaz ocenjujem, glede na politične naloge, ki so nam bile dane pod prioritetno, kar je bilo pač v tistem trenutku možno. Še kakšna reakcija tukaj? Ja. Ja, prosim. Veseli, da je imel državni sekretar tak občutek korektnosti, mogoče malo bolj usamljen v tej oceni. Ampak iz izvajanja, ki je bil iz treh, recimo vsaj z ene strani je drugačen vidik.
Strinjamo se zagotovo s tem, da je taka poteza seveda vpliva na spremembe tudi na drugi strani. Ko smo ob sprejemu slovenskega dela v bistvu izpostavljali, ali država ima oceno, kaj se bo dogodilo v posameznih sektorjih in v posameznih regijah, ker bodo različno tangirane, ker imajo različno industrijo, smo ugotovili, da ne. Torej, govoriti o tem, da je tudi to kot razvojni model, ki bo gospodarstvo porinil proti dodani vrednosti, da je bil to del razmišljanja o pripravi tega zakona, mislim, da je to kakor afterthought prišlo, se pravi, kasneje kot iskanje argumentov, zagotovo pa ne v začetku. Da se pa to dogaja v praksi, je pa res. Na zbornici smo naredili eno kratko analizo, vsaj ta preliminarna do konca meseca ali pa v začetku marca bomo imeli še malo bolj poglobljeno in izkazalo se je, da vsaj v tem majhnem sicer vzorcu 47 podjetij, jih je 1/3 jasno rekla, da pospešuje avtomatizacijo. Da pospešujejo in s tem bojo tudi seveda dvignili dodano vrednost, seveda bojo pa tudi zmanjšali potrebo po številu zaposlenih. In tudi to se je izkazalo, da je vsaj 10% v tem zopet majhnem vzorcu, ki še ne je daleč od tega, da bi bil reprezentativen, da so zaustavili svoje potrebe po zaposlovanju, 10% jih je zmanjšalo, torej v nekem koraku se bo to tudi odrazilo. In te ljudje, ki lahko rečemo, da en del bo morda našel zaposlitev kje druge, še vedno imamo potrebe po kadrih, ampak že v naslednjem koraku pa bo seveda država ponovno morala za socialnimi transferji poskrbeti za tiste, ki pa ne bodo. In to mislimo, da ni bilo upoštevano in uračunano pri temu. Bo pa povzročilo tudi rast pri dodani vrednosti. Se pa zelo strinjam s tem, kar je gospa Jerkič rekla v zvezi z socialnim dialogom. Ta ima veliko pomanjkljivosti, jaz ga lahko pač pretežno ocenjujem bolj na slovenski ravni, ne še toliko na evropski ravni. Zagotovo taka inštitucija, kakor ekonomsko-socialni svet, če ne bi imeli, bi si jo morali izmisliti, ker to je način, kako ti lahko na civiliziran način iščeš rešitve, kjer lahko stojimo 3 socialni partnerji na skrajnih točkah. Delodajalci imamo svoje poglede, sindikati svoje, vlada svoje in najti tisto presečno točko je umetnost. Ali pa slovenski ESS dejansko to tudi dela, pa mislim, da je odgovor, da pretežno ne. Zelo redko se zgodi, da uspemo poiskati te presečne točke, kar se kaže na zelo dolgotrajnih razpravah, ki včasih malo bolj spominjajo na ventiliranje, kot pa na konstruktivno debato in se ne dela toliko v delovnih skupinah. Mislim, da smo imeli samo en res dober primer, to je bil v povezavi z Zakonom o urejanju trga dela in SPIZ-2, kjer je skozi serijo usklajevanj in pogajanj med socialnimi partnerji prišlo do nečesa, kar smo lahko tako delodajalci kot sindikati in vlada v bistvu rekli, da podpiramo tako smer naprej. In več kvalitetnega socialnega dialoga, kjer je slišati vse, in človeka, in realnost, ki izhaja iz ekonomije, in politične recimo danosti, to poiskati bi bilo v bistvu nekaj, k čemur bi morali težiti. Bi pa samo imela še vprašanje za državnega sekretarja, ker je izpostavil socialne transfere, se pravi, seveda, ni logično, kdor dela, mislim, da tudi pri delodajalcih boste težko najdli korektnega delodajalca, ki bo rekel, da nekdo, ki dela 8 ur, da mora na koncu dobivati še nekaj zraven, zato da lahko koliko toliko dostojno živi. To tudi mi si zavzemamo za to, da so plače od spodaj navzgor dostojne. Zaradi dviga minimalne plače me zanima, za koliko so se zmanjšali socialni transferji, torej za koliko je to manj, ne? Če je odgovor nič, je potem, čemu je potem, zakaj potem govoriti o tem, kako ni korektno, da so plače prenizke in da država mora potem nekaj dodajati, ker če je država se odločila in vzpostavila višji sistem, potem bi se morala to na drugi strani poznati pri manjših socialnih transferjih.
In pa drugo, se pravi, iz razumeti je bilo, da je politika Slovenije biti vedno zmagovalec Ginievega koeficienta, ne, se pravi, ko smo med prvimi 3 ali na prvem mestu, ni dovolj, lahko smo še boljši. Torej, ali je to tudi politika Slovenije? In pa ali pravzaprav je to, kar se je zgodilo za to spremembo, ki pelje v zelo močno uravnilovko, kakršno se ni poznalo niti v prejšnjih časih, ne, ali je to pravzaprav politika Slovenije. Že pred spremembo 2019, se pravi, ko smo primerjali plače 2018, smo na Gospodarski zbornici izračunali, da družina, ki ima 4-članska družina z 2 otrokoma v vrtcu, pri čemer enkrat starša prejemata minimalno plačo, drugič prejemata povprečno plačo, kjer je bila razlika med povprečno in minimalno pač polovična takrat, ne, se pravi 50%, se je z socialnimi transferji spremenila v to, da je bila razlika med tema 2 družinama samo še 20-30% pri razpoložljivem dohodku. Torej je Slovenija nastavljena na to, da zmanjšuje razlike, da pravzaprav povečuje kupno moč spodnjega dela zaposlenih po plačnih razredih in v veliki meri se to dogaja tudi na račun tega, da povprečne plače ali druge plače rastejo manj, zato ker se pač prelivajo samo v en segment in zato tudi se zmanjšuje motivacija in ne odskakujemo toliko v dodane vrednosti, kot bi lahko. Najprej še te pa naprej. Dialog nikoli ni bil lahek, ne? Zdaj, če se začneva midve o tem pogovarjati, potem vi ne boste do besede prišli. In tudi mislim, da ni še enkrat mesto za pogrevanje teh debat, je pa kljub vsemu, ne, na te dileme, ki jih je soseda izpostavila, bi jaz rekla, da sem slišala od predstavnikov delodajalcev, ne, naprimer od predsednika Združenja Menedžer, izjavo, delodajalci smo zaspali, nihče nas ni prisilil, da dvigamo plače, naročila so bila tekoča, nič nam ni bilo treba narediti, in zdaj smo padli, kamor smo. Zadnji čas je, da plače premaknemo. Drugi najbolj vnet zagovornik tega zakona je bil minister za gospodarstvo. Dvakrat sem bila zraven, ko je s odra žugal delodajalcem, enkrat na državnem svetu, ko smo sprejemali zakon o minimalni plači in jim je povedal, da je pri plačah treba nekaj narediti, da ne dobimo več zaposlenih, da nekaj morajo narediti delodajalci, nekaj mora narediti država, da iz zaželene destinacije za zaposlovanje ratujemo preskočena destinacija. In vedno imamo debate o socialnih transferih. Jaz moram reči, da sva z gospodom Božičem sedela parkrat tudi na kakšni oddaji, še pred sprejemom zakona o minimalni plači in na to je večkrat uporabljal. Država sofinansira socialnimi prispevki delodajalce. In res, zakaj bi se pa premaknil, če dobivaš državno pomoč? Dejstvo je, da bo verjetno zakon o minimalni plači zdaj naš domač povzročil kakšno selitev, povzročil bo kakšno zapiranje delovnih mest, nedvomno. Zdaj prvi podatki nakažejo take velike katastrofe. Za enega, kjer se nakazuje, smo pa verjetno vedeli že vsi prej in je celo predsednik gospodarske zbornice mu povedal, da naj se preseli, ker tega ne more delati več v Sloveniji. Ampak, morali se bomo sprijazniti z dejstvom, da imamo plače prenizke, ne socialne transferje previsoke. V tem imamo mi stalno zadevo. Lahko pa, in če je zakon o minimalni plači dosegel avtomatizacijo podjetij, potem je verjetno to, kaj zaželen cilj v tem svetu ali ni. Lahko se pa odločimo, pa začnemo delati ceste z lopatam, potem imamo pa polno zaposlenost na minimalnih plačah, pa še uvažali bomo ljudi. Tako da jaz bi vseeno ta del razprave, ki je pa, moram reči, že verjetno najava za spremembo zakona o minimalni plači, novo leto je blizu in se približuje, pustila za kakšne nove priložnosti, pa mogoče res pustila, da še kdo kaj pokomentira.
Ja, to sem tudi mislil, mogoče samo dve zadevi zraven na tej točki, ki bi človek nekako dodal. Kot sem prej rekel, en del potencialnih omejenih posegov tudi Evropske unije ob naslednji krizi, ko bo kjerkoli že, in to se ravno v grškem primeru najbolj lepo videlo, zaradi tega, ker ni na tej ravni, torej znotraj pravnega reda EU, določena ta minimalna plača, ali pa ni jasen okvir, prvo, kar so posegli in zahtevali, da so znižali minimalno plačo. To je, mislim, in tle je pa ta interes, da vsaj tam, kjer smo zdaj, pravzaprav toliko zaverujemo, da ni možno neposredno poseči. Vsaj lahko tudi imaš na deklarativni ravni zadevo postavljeno, pa se še vedno poseže. Vse zadeve se takrat odmisli in gre bolj za vprašanje politične moči. Žal tudi znotraj Evropske unije in preprosto je treba na ta način gledati tudi zadevo. Zdaj pa jaz odprl to zadevo, pa bom najprej prvim trem dal, torej najprej Branimir Štrukelj, potem Andrej Zorko in Alojz Kovšca, ko ste se javili, da gremo v tem vrstnem redu. Prosim. Hvala lepa za besedo. Torej, jaz bi se naslovil na to, kar je izpostavila že Lidija, o čem danes govorimo in tudi kar si ti rekel. Mi smo pred neko dolgo času zelo resno evropsko debato, ki je razburkala pravzaprav razpravo, ko je Evropska komisija inicirala pravzaprav poizvedovanje o smeri, kako ne gremo, kar se tiče poštenih minimalnih plač v Evropi. To je v resnici osnovna iniciativa, ki jo Evropska komisija ima. In se dogajajo zdaj refleksija na to na dveh ravnih, na politični, kjer je diskusija v Evropskem parlamentu, kar se tiče pač teh orientacij, ki jih imajo politične skupine, in na ravni socialnih partnerjev, kjer je Evropska konfederacija sindikatov že odgovorila na ta izhodišča, ker Evropska komisija je poslala izhodišča, medtem ko mislim, da delodajalci še niso. Debata v Evropski konfederaciji je bila ne samo živahna, ampak izrazito polemična. Recimo, da povem primer države, kjer so se in delodajalci in sindikati postavili na enako stran, recimo to je Danska, kjer so oboji bili proti. Medtem, ko je seveda v glavnem bila potem v Evropski konfederaciji absolutno podprta ta iniciativa Evropske komisije, da se gre v nek okvir, ki ne opredeljuje minimalno plačo v Evropi. Ne neko harmonizacijo in te neumnosti, ampak da se postavi nek okvir, v katerem se bi lahko gibala pač ta minimalna plača, oziroma kjer bi bili postavljeni neki minimalni standardi za to. In kar se naše konfederacije tiče, po moje vseh sindikatov v Sloveniji, mi podpiramo to inicijativo, da Evropa opredeli ta okvir minimalne plače. Ker je tudi jasno, mislim, da se je dalo iz tvoje diskusije tudi nakazati, zakaj gre, zakaj je to potrebno. Ker ni naključje, da je Evropska komisija ugotovila, da je treba tukaj nekaj narediti. Če pogledate kazalce, ki kažejo na delež plač v bruto domačem proizvodu, od leta 60 do danes, delež plač sistematično pada v bruto domačem proizvodu. Padel je iz 72% v BDP-ju leta 75 na 62 oziroma 60% danes. Kar pomeni, da je tu problem tudi za produkcijo, za gospodarsko rast in tu je treba nekaj storiti. In zato je po moje ta iniciativa ključnega pomena. Zakaj je vzhod in jug bolj bom rekel, naklonjen temu evropskemu okvirju, je tudi jasno. Če greste pogledati, kakšen je pokritost deleža kolektivnih pogodb na vzhodu ali jugu, z severom ali zahodom, vidite ogromne razlike. Kot je rekla Lidija, v Grčiji 10%, v Latviji 8%, potem imate Bolgarijo, Madžarsko, Romunijo in vse te, Slovenija je recimo na 11. mestu, 18 držav je za njo, 10 je pred njo. Kar se tiče deleža pokritosti kolektivnih pogodb in pada, pazite, pada
zelo hitro. In imamo enega največjih padcev v zadnjih 10 letih, kar se tiče pokritosti kolektivnih pogodb. In seveda prav zaradi tega je jasno, da je ta evropski okvir bistveno bolj, bom rekel, motiviran v tem delu Evrope kot kjerkoli druge. Čeprav so ga podprli eksplicitno zelo močno Francija in tudi Nemčija, ta evropski okvir za opredeljevanje minimalne plače. Ampak tisto, kjer komisija zgreši, je pa to, da predvsem problematizira premajhne plače. Vse to vsi vemo, da je to problem en ključnih evropskih, kar se tega tiče. Ne problematizira pa tega, da pravzaprav države nimajo zakonodaje, ki bi motivirala kolektivno dogovarjanje in kolektivne pogodbe. In to je eden od ključnih pozivov Evropske konfederacije komisiji, da spodbuja oziroma da naredi neko, bom rekel, če je potrebno, tudi neko minimalne standarde, kar se tiče položaja delavcev in možnosti za pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb. Kajti to je problem, ki tiči za minimalne plače. Minimalne plače je tisti nujni pogoj, da plače uredimo. In to po moje bistveno, kar je treba tudi mogoče v politični diskusiji opozarjati na to nemotiviranost zakonodaje v velikem delu evropskih držav, kar se tiče položaja sindikatov. Gospod Andrej Zorko. Ja, najlepša hvala. Jaz bi se tudi vrnil k temu, to je kaj tema. Dejstvo je, da je nek okvir, po mojem prepričanju, na ravni EU glede minimalne plače nujno potreben. Je dejansko odgovor ali pa spoznanje neke zgrešene politike v času krize, ki je bilo tisto načelo, ne smemo več trošiti, kot ustvarimo. In to načelo je dejansko v Grčiji, v Španiji povzročilo bistveno zmanjšanje notranje potrošnje, ki je bila seveda posledica tega, kaj si je dejal, da so se znižali, torej te tudi minimalne plače in pokojnine so se posegale noter, torej ti ukrepi. Zdaj, vsi ti ukrepi so dejansko povzročili tudi izredno velik porast desnega ekstremizma, kot takšnega, in porast popularitete desnih strank, ki je bila seveda posledica tega, da se v ospredje več ni dajalo človeka. In zato se jaz tukaj strinjam z Tiranom, da se bosta v Evropi verjetno tepla dva koncepta. En koncept bo koncept, ki bo v ospredje prišli življenjski stroški in s tem tudi vsebina minimalne plače kot take. Drugo bo pa seveda koncept matematike in vezave, to je na povprečno plačo. Zdaj, ta koncept matematike je lahko, ki je sicer lahko skladen tudi z Evropsko socialno listino in 63%, je lahko zelo valjiv. Namreč, kajti, če ti imaš veliko delavcev v spodnjem delu plače, kaj recimo Slovenija ima in kjer je ta kompresija plačna zelo močna, je seveda lahko minimalna plača matematično lahko visoka, a ne? Vendar zato, ker je povprečje nizko, ker ti spodnji del plač zaposlujejo zaposlenih, v spodnjem delu plače ti seveda znižuje samo povprečje. In okvir je, ki je kot takšno v zvezi z minimalno plačo na ravni EU-ja, je treba gledati tudi kot sredstvo za doseganje načel iz evropskega stebra socialnih pravic, kot takšnega, kjer so zelo jasno našteta, to je ta načela, ki se jih naj doseže. Drugi vidik, ki je po mojem prepričanju potreben, da je nek obvezujoč okvir na ravni EU-ja nujen, je tudi reševanje demografskih vprašanj. Namreč ni problem, bom rekel, zgolj pomanjkanje delovne sile kot take, ampak je treba vedeti, da je znotraj EU-ja velik problem, to je tudi priseljevanje iz ene države članice v drugo državo članico. In razlogi za to so predvsem kvaliteta življenja. Torej, ljudje se izseljujejo drugam zaradi višje kvalitete življenja drugje. In Slovenija je zaenkrat, če tudi pomeko prognoze demografske, kažejo na to, da Slovenija zaenkrat še je na neki varni strani v primerjavi z recimo Slovaško, če gledamo, ali pa recimo z Bolgarijo. Recimo leta 2030-2050. Te prognoze so že. Ampak razlog temu, da je Slovenija na varni strani,
je ravno tudi v višini minimalne plače v kvaliteti življenja, ki v tem trenutku jo imamo v Sloveniji. In kakršno koli poseganje na ta segment, pregovorjenje tega segmenta, bo seveda neenakost med državnimi članicami še povečal. Tretji razlog, zakaj sem prepričan, da je potreben nek obvezni okvir na ravni EU-ja, je socialni dumping. Izredno velik problem, ki ga imamo v Sloveniji, ne v Sloveniji, v Evropski uniji, se prečujem, je socialni dumping med vzhodom in zahodom. In izkoriščenje, in vse zadnje, to je tudi vzhodni delavci, recimo na področju transporta, recimo v zahodni Evropi. To je, kjer vzhodne firme delajo transporte v zahodni Evropi po vzhodne evropskih plačah, hkrati pa seveda po zahtevajo neke zahodne evropske standarde, ki so recimo na področju gospodarstva. Zato je nujno potrebno to je najti nek sistem in minimalna plača je en tak sistem, ki bo na eni strani preprečeval socialni dumping, po drugi strani bo ponovno vrnil zaupanje evropskih državljanov v institucije Evropske unije kot takšne, če se seveda v ospredje da človeka, če se da njegov socialno-ekonomski položaj v ospredje, ne pa, da se bo rekel, da je sociala posledica ekonomije, če tako rečem. Ker v tem primeru, če govorimo na ta način, enostavno damo človeka v podrejen položaj. In tisto, kar je bilo na začetku rečeno, ko je bilo govora o socialnem partnerstvu, tudi sam si dejal, to je, če sta partnerja enakovredna, se lahko zadeva razvija. In enako velja tudi v tem primeru. Če ti eno dejavnost daš po drugo dejavnost, imaš težavo. Potem je seveda drugo dejavnost, v tem primeru je bila to sociala, prilagajaš nekim ekonomskim kazalcem kot takšnim. Enostavno morate biti enakovredna. Če ni socialnega miru, ni temelja za ekonomski razvoj Evrope kot takšne in tudi ohranjene prednosti Evrope, recimo pred ostalim svetom. Zato je zame zelo pomembno to, da ko govorimo o okviru na EU minimalne plače, dejansko to imamo pred očmi neko širšo zgodbo. Zaključil bi pa še z enim izzivom, ki je. Govori se samo, ali neko obvezujoč okvir da ali ne. Zame to ni dilema. Zame je odgovor da. Seveda se pa postavi vprašanje, na kakšen način se bo določila vsebina te minimalne plače, in to sta ta dva koncepta, o katerih je Tilen recimo na začetku govoril, in drugo, kako bomo določili formulo za določitev višine minimalne plače v posamezni državi članici. Kajti več kot očitno je, da nominalni znesko ne bomo mogli določati, če primerjamo, življenjski standard v Luksemburgu, pa ga primerjamo, recimo za Slovenijo, ga ne moreš. Tudi tam je minimalna plača že danes precej višja, kot pa je recimo v Sloveniji. Tako da, tu se seveda postavi, to je to, na kaj bomo vezali formulo, ko bomo govorili o neki minimalni plači. In jaz sem prepričan, da je potrebno obvezujoč okvir, da pa bo seveda treba najti nek kompromis glede formule, na kakšen način se to je ta minimalna plača lahko določa. In še mogoče ena zadeva glede to, kar je Bajan omenil, Skandinavci pa Danci, pa to je ta absurd, ki se dogaja tudi med nami, recimo samimi. V bistvu pozablja se eno temeljno načelo pri direktivah, recimo, da direktiva določa nek minimum, seveda določa minimum standarda, ne določa minimum poti kot takšni. Se pravi, če govorimo o Skandinavcu, še vedno se lahko pusti socialnim partnerjem, recimo pot, kako določiti nek minimum kot takšen. Ali pa tudi, recimo, smo imeli pri direktivo o delovnem času. Če se spomnite, v času predsedovanja Slovenije je bil to ta kompromis pod Copanovo sprejet ravno zaradi tega, ker je dal možnosti določenih izjem. Se pravi, da se tukaj na politični ravni, če obstaja neka volja in želja narediti nek kompromis, sem pa prepričan, da dokoliko to je ta okvir ne bo sprejet, bo zaupanje v institucije Evropske unije še bolj plahnelo, pa še nižje, kot je recimo danes. Zdaj pa dal besedo še predsedniku Državnega sveta.
Hvala lepa. Ja, jaz se bi navezal na mojo svetniško kolegico, gospod Lidijo Jerkič. Ko govorimo o reprezentativnosti in socialnem dialogu, imamo res dejansko vsi velike težave, tako sindikati kot delodajalske organizacije. Mi smo s prostovoljnim članstvom izgubili velik del članov in recimo Obrtno-podjetniška zbornica zdaj zastopa kakšnih 20% tistih, ki se ukvarjajo z obrtmi in obrti podobno dejavnostjo. Naša največja težava je, da mi opravljamo storitve oziroma se pogajamo in dogovarjamo tudi za te, ki niso naši člani. In če bi vse to počeli samo s članarino tistih, ki jo plačujejo, storitve moramo ponuditi kot organizacija javnega značaja in to zakon narekuje, potem je bila članarina za posameznega samostojnega podjetnika točna, da enostavno članov več ne bi imeli. Zato iščemo obvode in načine koncesije, kako to blagajno popolniti. Drugi problem, ki bi ga želeli izpostaviti, je recimo, da na obrtno-podjetniških zbornicah obstajajo skladi za izobraževanje delavcev, pri katerih refundiramo izobraževanje delavcev in s tem dvigamo na nek način produktivnost. In samo teh 20% članov ima dostop do teh skladov, kar v generalnem smislu pomeni, da ne izkoriščamo možnosti za dvig produktivnosti in je to bistveno narobe. Zdaj, kako ravnati s članstvom, na kakšen način, jaz ne vem, tu tudi treba v prihodnosti nekaj reči. Nevzdržno pa je, da vi zastopate vse delavce, oni vse delodajalce, pa v bistvu nimamo članstva. To je težava, s katero se moramo dosti resno početi ukvarjati. Drugi problem, ki pa je pa problem produktivnosti. Veste, vsi veliko govorimo o produktivnosti in jaz v državnem svetu sem se že najedel tega, da nam stalno predstavljajo neka visokotehnološka podjetja, ki so paradni konji. Ti paradni konji praviloma z dvigom produktivnosti zaposlujejo manj delovne sile in ugotovijo, da tista delovna sila, ki jo zaposlujejo, je visoko kvalificirana in je potrebno visoko plačati. Pri nas so davki na te visoke plače zelo veliki in nestimulativni. In taka podjetja ponavadi zelo hitro emigrirajo iz Slovenije. In ko naslavljamo problem produktivnosti, se je treba najprej razpoznati, katere so tiste panoge in tista podjetja, ki zaposlujejo več delovne sile in kaj je naš cilj. Ali bomo investirali v tehnologije, ki bodo zelo hitro zamenjali lastnika in odšle iz države, ali bomo investirali tam, kjer želimo zadržati domačo delovno silo in jo primerno plačevati. Istočasno, ko se pogovarjamo o minimalnih plačah, se treba pogovarjati tudi o najvišjih plačah za najbolj produktivne. Ne moreš imeti podjetje brez res vrhunskega kadra in brez tistih, ki so pač minimalno plačeni. V tem trenutku ne. Ampak nam zdaj v tem trenutku ne manjka samo delavcev, največ težave imamo z zaposlovanjem visoko produktivnih, visoko usposobljenih. Te tekme ne zdržimo s tujci. Kar zadeva pa migracije delovne sile, to je problem, s katerim se bomo soočili, po mojem mnenju, že v zelo kratkem času, ne bojo vsi strokovnjaki počas pobegnili. In ko govorimo o reševanju problema minimalne plače in socialnega statusa naših ljudi, je treba biti zelo previden, kako to počnemo, da ne bomo s kakšnim korenitim posegom povzročili več škode kot koristi. Jaz mislim, da je na nek način treba na državo gledati tudi na neka holding, v katerem smo vsi skupaj zaposleni. In če ta holding ima neka podjetja, ki delajo trajno izgubo in se to izgubo pokriva iz drugih podjetij, recimo iz realnega gospodarstva, potem imamo veliko težavo. Naša država je izjemno draga, naša država se ukvarja z nekimi projekti, ki dejansko ne prinesejo ne gospodarstvo, ne prebivalstvo prav veliko, pa so nas izjemno veliko stali. In o tem si mušimo. Mi se tukaj pogovarjamo o milijonih evrov, milijarde pa uhtijo. Tako da, če hočemo biti konkurenčni na globalnem trgu, se mora najprej država začeti obnašati gospodarno. In sredstva, ki jih pobere skozi davke in prispevke, začeti gospodarno uporabljati. Jaz bom samo en primer povedal, zdaj pa s tem smo se ukvarjali v državnem svetu. Gradnja domov za ostarele. Neverjetno se mi zdi, res neverjetno, da nismo mogli poskrbeti za te domove, gradimo pa neke kapacitete, ki jih nihče ne potrebuje. To je
To je nekaj, kar je po mojem mnenju nesprejemljivo. Zdaj pa, kako se to odraža na minimalne plače? Glejte, strinjam se s tem, da ljudje, ki se upokojijo z minimalno plačo v pretežnem delu svojega aktivnega življenja, bodo nekoč na breme drugim ljudem, drugim državljanom. Vse, ko država plača, bo to vzela drugim državljanom. In mlada generacija se tega izjemno dobro zaveda. Ne bo problem samo višina plače tukaj v prihodnosti. Problem bo tudi višina obremenitev, ki jih bo kot medgeneracijsko solidarnost plačevali. Mladi se o tem zelo veliko pogovarjajo. In vedo, da se bo ta vozil okrog njihovega standarda, če dalje bolj zadržoval. Tako da jaz pozdravljam te ukrepe, ki bodo na nivoju Evropske unije sprejeti. Bojim se pa, da ne bomo s temi ukrepi zopet države na periferiji, ki smo proizvajalci podsklopu za končne izdelke, kjer se formira tudi največji del marže in največji del dobička, da ne bomo mi tukaj zopet žrtve. Problem Slovenije je, da je večino BDP-a, mi lepo spremljamo rast BDP-a, to je čudovito. Dobro nam gre. Ampak, veste, manevrski prostor za ustvarjanje nove vrednosti oziroma dodane vrednosti je za nas izjemno omejen. Večina naše industrije, večina izvoza je na področju avtomobilske industrije, je tako. V avtomobilski industriji proizvajamo podsklope, negotove izdelke, ne vplivamo na končno ceno in mi dobimo zahtevek po količini proizvodov, kakovosti proizvodov, hitrosti proizvodov in ceni. In potem se lahko manevrira samo še navzdol. To je pa preplača. In če želimo tej državi in tem ljudem dobro, in če se želimo začeti pogovarjati ne o minimalnih plačah, ampak o resnih, dobrih plačah, potem je treba slovensko gospodarstvo preorientirati na tretje trge in na končne proizvode, ker bomo mi diktirali cene. Če pa pogledam, kako država ravna v teh primerih, kako to stimulira, izjemno slabo. Res izjemno slabo. Pa iz oči enega obrtnika. Jaz, če bi hotel povečati storilnost, recimo v svoji obrti, bi moral kupiti nek stroj in da bi kupil ta stroj, potrebujem bančni kredit. Če hočem dobiti bančni kredit, moram prikazati dobiček. Jaz tega dobička v tem času imam toliko več ne. Kako lahko dosežem večjega? Z več in bolj intenzivnim delom ne, zaradi tega, ker ne moram ljudi z bičem igrati, pa tudi jaz ne bom cele dneve in noči preživel v tej delavnici. Moram najti nek manevrski prostor, da dobim ta kredit. Ja, nekako povečam dobiček, na koncu leta me pa država po dobičku tako užge, da mi za tisti stroj več ne ostane. To se pravi, da moramo omogočiti gospodarstvo na nek način, da zadiha, ampak vse te stvari so zelo povezane med seboj. Res zelo povezane. Cela država se ukvarjala s Pipistrelom, pa še s kom drugim, pa se Kratovičem, na koncu bo pa to šlo tako, kot je šlo. Jaz se bolj nagibam k temu, res se nagibam k temu, da podprem te ideje o minimalni plači, ampak treba biti zelo previden, da nam države, ki so v boljšem položaju kot mi v Evropski uniji, ne bodo s tem pobrali še tisti del delovne sile, ki je aktivna in ne bodo na koncu ostali samo še minimalci. Na repliko se te pojavil. Ja, jaz bi moče opozoril na eno zadevo, to je vse v bistvu je zdaj zaključek nekako v smeji, da je obstaja zavedanje, ne, to je, da minimalna plača, način njenega določanja ima vpliv na demografijo. Kajti to je dejstvo. In seveda, jaz živim ob meji, ne, za Avstrijo in lahko vam povem, da je o 5. zjutraj iti čez mejo pri Šentilju proti Gracu, tako kot da bi šel ob 7. zjutraj v Ljubljano. Seveda govorimo o dnevnih migrantih. Na eni strani je to tudi seveda pomeni reševanje socialnega in ekonomskega statusa na račun, to je v Sloveniji, ljudi, ki živijo v Sloveniji, seveda s tem, kaj s pogoji dela in pa z plačo, pomega to je, ki jo dobi v Avstriji. Zato je zelo pomembno, da ko govorimo o minimalni plači, imamo tudi v ospredju življenjske stroške,
tudi na EU ravni, da minimum wage povežemo za living wage ali pa za living income, recimo, ki se pojavljajo namreč mimo glede Evropska konfederacija sindikatov, je ravno kar včeraj, mislim, da je sprožila, to je tudi vprašanje stališča glede living income kot takšnega, kajti tudi na EU ravni se bo to vprašanje v povezavi z minimalno plačo odprlo. Bi pa opozoril še na eno zadevo, ki pa je očitna in ki ima pozitivno vpliv na gospodarstvo katerekoli države. Nemčija je pred 4-5 leti sprejela zakon o minimalni plači. Rezultat tega zakona je bil in dviga, je bil hud porast produktivnosti nemškega gospodarstva. In povzročilo je to, da so seveda delavci iz slabše plačenih podjetij se selili tja, kjer so bila boljše plačene podjetja. Mislim, večje plačene. Tako da reči, da ima sistem minimalne plače in njena višina lahko negativno vpliv na gospodarstvo ali pa na produktivnost, statistični podatki kaže nekoliko drugače. Je pa dejstvo, in to bi želel res poudariti, sistem minimalne plače kot takšen na EU ravni bo imel, in to se strinjam za Kovšco, da je treba gledati v širšem kontekstu, tudi v kontekstu, to je, kot sem že prej rekel, zaupanje v EU institucije, v uresničevanje social pillarja, zlasti aneksa, kot takega k temu dokumentu, in pa so tudi pri reševanju demografskih težav, ki so vezane na kvaliteto življenja. Še nešto malo. Ja, hvala. Zdaj, par stvari bi morda mogli povedati, da je drugačne izhodišče postaviti v tej debati. Zdaj, prvo, včasih smo poslušali, da je država gospodinjstvo, zdaj smo očitno napredovali po holdinga. Jaz sem dolgo časa že razmišljal že v svetu, kjer sem bil prepričan, da je to skupnost ljudi, kjer živimo skupaj in so ustvarjeno, ne pa nekaj takšne bolj metaforične gospodarski pogled na zadevo. Ne bi se mogel strinjati s tezo, da so mladi manj solidarni oziroma nesolidarni. Študija, recimo, Peter Štifno, ki je pokazala, da je mladim izmed vseh stvari, recimo socialna pravičnost, neka načela demokratičnega socializma in podobno, še najbolj blizu. To so realni podatki, ne nekaj preko palca, ko kdo ocenjuje. In teme, kot so podnebna pravičnost, pa družbena neenakost, so potem zelo visoko na prioritetah in temah, ki jih tudi zagovarjajo mladi. In tukaj potem pa pridemo hitro do vprašanja tekme do dna. Tekme do dna, ki se grejo tudi države znotraj Evropske unije in zaradi katere te tekme do dna moramo govoriti o nekih skupnih standardih in kakovosti in tudi skupnih socialnih in ekonomskih standardih in tukaj pridemo do evropske minimalne plače. Zakaj? Ker ravno zaradi tega, ker moramo živeti bolj solidarni družbi, ker nas skrbijo podnebne spremembe, ker imamo težave z družbeno neenakostjo, moramo skrbeti, da ne prihaja do izkoriščenja človeka in uničevanja narave. In zato imamo standarde na podlagi zaščite varnosti pred delo, okoljske standarde pri proizvodnji in tudi standarde pri tem, kako bomo plačevali ljudi za pošteno upravljeno delo. In tukaj ne moremo pristati do te tekme do dna, ker vemo, da to vozi v neko spiralo, ki se praviloma v neki ciklični krizi zelo slabo konča z ljudi, ki te krize v kapitalizmu praviloma ne povzročijo. Zdaj, glede minimalne plače in produktivnosti je že Andrej zelo dobro povedal, sam bi še mogoče dodal, da sicer so davki v Sloveniji na dobiček mnogo pod povprečjem OECD in Evropske unije, tako da jaz ne vem sicer, kje je ta zlobna država kot tako daji, bi pa verjetno se v tej državi še morali enkrat res pogovoriti o deležbi delavcev pri dobičku kot obliko dviga produktivnosti in pa socialne pravičnosti. Jaz mislim, da je to tudi stvar, ki bi mogla biti v delodajalcem interesu, ker je to tudi povečana povezanost podjetja, motivacije in podobno in bi imela dober vpliv. Tako da, če pogledamo pa še en podatek za Slovenijo, ki ni nezanemarljiv, Slovenija ni med bolj obdavčenimi državami v naši soseščini. Delež davkov v Sloveniji v razmerju BDP po OECD podatkih je nižji kot Italiji, Avstriji, Madžarski, Nemčiji, Avstriji, Franciji, Belgiji, Finski, Švedski, Danski, Islandiji. To je pa realnost. Vse ostalo so pa gostilniške čenče. Hvala. Ja. Bi še kdo karkoli? Ja. Hvala lepa, če stem čisto na kratko. Na vsak način se mi zdi, da ta razprava zelo produktivna in pomembna, namreč prav bi bilo in nujno je, da se tudi na evropski ravni določi vsaj nek okvir minimalne plače. Kot vemo, je kriza, gospodarska kriza
za nami na nek način. Ta kriza predvsem zelo, zelo prizadela tiste, ki delajo, predvsem nižje sloje. Reševalo se banke, kapital in tako naprej, medtem ko delavci, pa kljub temu, da je kriza končana na nek način, marsikje še vedno niso prišli na svoj račun in se zaradi tega tudi tiste najnižje plače niso dvignile. Tako da absolutno podpiram in mislim, da je prav, da se na nivoju Evropske unije določi neka formula določitve te minimalne plače. Če se še malo na Slovenijo osredotočimo, kot vsi vemo, smo v zadnjem letu na nek način dosegli dvig minimalne plače, ker mislim, da je zelo, zelo pomembno. Razprave okoli tega so bile sicer dokaj burne, tudi danes je bilo to več izpostavljeno, ampak na vsak način menim, da tisti delodajalec, ki ni zmožen plačati človeku tistega minimalnega, da lahko normalno dostojno preživi, potem je res z njim nekaj hudo narobe. Tudi statistični podatki kažejo, da je konec koncev teh, ki prejemajo minimalno plačo, vendar ni toliko in na vsak način mislim, da je prav, da ohranimo v Sloveniji ta način izračunavanja minimalne plače, ki smo ga na nek način izborili, zdaj lahko že rečem, v bivši ali pa odhajajoči vladi. Me pa močno skrbi, da se bo s političnimi spremembami tudi ta zadeva spremenila. Zato mislim, da je še toliko pomembneje, da nekako tudi na nivoju Evropske unije dosežemo oziroma določimo nek okvir, pod katerega nikakor ne bi smeli biti. Jaz sem govoril kot poslanec in kot državljan te države, da se bo ta razprava še tudi v naslednjih mesecih, tednih pač morda še nekoliko bolj razpantela in širila in da bomo vendarle na koncu prišli do tega, da se ta minimalna plača tudi na evropski ravni določi. Konec konca smo imeli socialni demokrati tudi na evropski ravni v predvolilnem programu ravno tudi določilo oziroma program, da je potrebno položaj delavcev izboljšati in na podlagi tega se potem tudi v program Evropske komisije zapisalo to zahtevo po določitvi evropske minimalne plače. Hvala. Tudi jaz podpiram prizadevanja za nek evropski okvir minimalne plače. Problem pa je, da vsaka slika ne gre v isti okvir. Problem slovenskih plač je njihova struktura, njihova specifika, ki izvira še iz preteklih let. Če bomo dobili nek nov okvir evropske minimalne plače, se moramo prizadevati tudi, da plačni sistem slovenski prilagodimo evropskemu, ker le tako bomo lahko primerjali slovenski standard, slovensko plačo z evropskimi plačami. Jaz bi zdaj v bistvu počasi zadevo pripeljal v koncu, tako da bi vsakmu dal še možnost nekako sumirati tisto, kar misli, da bi pravzaprav moralo biti sestavni del tudi nadaljne debate ali pa, čeprav mislim, da splošni pogled je ta, da mi nismo proti temu, da se na evropski ravni celotna zadeva postavi, tudi vlada ni bila. Do sedaj tisto, kar je treba vedeti, in to je ena zgodba v ozadju, ki ni tako preprosta v Evropi, zakonodajalca sta vedno dva, parlament in svet. Če ne bi bilo v prejšnjem šifta Slovenije iz pozicije vzhodne Evrope proti zahodni Evropi pri napotenih delavcih, se ta direktiva o napotenih ne bi zgodila. Ja? V drugi strani je prav, da se je zgodila. Mogoče koga tudi ovira pri tistih zadevah, ko se pri nas pravzaprav trajajo. In smo zdaj pravzaprav tik pred postopki, ker je tega absolutno preveč, izigravanja. In tega izigravanja smo mi iz teh jugoslovanskih časov pa žal preveč prenesli, tudi na delodajalski strani. Nekaj, kar meni živ Bog nikoli ni mogel razložiti, ko sem se pogovarjal s temi socialnimi partnerji, kaj je glavna zamera? Ko sem jim rekel, ok, pri nas prispevkov nismo plačevali. Kaj, podjetje šlo v stečaj? Ne, to se je dopuščalo. Torej, dopuščalo se neke prakse, ki z normalnim delovanjem gospodarstva nimajo žal. Ja, sej nič ne govorim, kjera, kako, ampak
preprosto neke prakse, ki so se razpasli, ki ne bi smele, in če tega ne bi bilo, veste, vsak dogovor, vsaka taka zadeva je bila precej lažja. Mi smo pa navajeni tudi zaradi tega, ker smo imeli včasih državo zelo daleč, v bistvu imamo še vedno mindset, saj od moje generacije, pa mogoče še malo mlajši, v bistvu kako izigrati celotno zadevo. Na Zahodu se pa z temi stvari misli strašno resno, pa sploh ne rabiš policaja zadnje, da se ta zadeva dela. Tudi tukaj imamo en dodatni miselni premik, ki ga bo pravzaprav po mojem treba narediti in tudi to razpravo o minimalni plači potegnati v kontekst zelenega dogovora. Se je čisto pravilno, hkrati gre sta. Če ne bomo na obeh uspešni, ne bo ljudi, ki bi to naredili, ker tista zadeva bo pa zahtevala spremembo od mene, pa od starejših, pa ničkaj mlajših, ampak vsekako starejše generacije, ne te mlade, ki to pritiskajo. Za njim je to bolj manj samoumevno, da bodo na ta način živeli. Mi pa smo tisti, ki volimo in ki v bistvu politiko tako ali drugače peljemo zraven. Imamo tukaj, po mojem, en velik problem. In še dva vidika, ki sta po mojem iz vsega skupaj jasna, ne boste dosti skoncentrirati na minimalno plačo. Nujno se bo skoncentrirati na dolžnost socialnega dialoga. Ne bo dovolj, da ga zagovarjaš v Švedski. Vsaka podružnica ga mora imeti, ali pa celotna veriga ne dobi ničesar več. Ne vem, tle bo treba neke sankcije ali pri javnem naročanju na ravni celotne unije sprejeti, ali pa preprosto zadeva ne bo mogla iti naprej. Ker podjetja tam v tistem okolju, ki to ni razvito, trenutku prilagodijo in ni ničesar več iz tega. Tudi standardi se prilagodijo za tem, ko grejo v drugo okolje. Ali pa se hvalijo, ok, vsi mi vse lepo delamo, ampak podizvajalci pa, ko so jih prisilili v totalno neko zadevo, celotna veriga, ne zgolj horizontalno tudi, oziroma v obe smeri pravzaprav bojo te zadeve pravzaprav morale iti. To je še ena stvar, ki bi jo pravzaprav mislim, da bo treba na takšen drugačen. In še ena stvar, mogoče bo pa to, tisto, kar bi ta trenutek Švede in vse ostale, velik del delovne sile bo tudi po določeni minimalne plače ostal zunaj. In to je tisto, kjer so prekarne oblike, nestandardne oblike. In če pri teh ne bomo to zadevo do določene mere zavarovali, ali pa je v bistvu bo pravzaprav to vplivalo na vse ostale, ker kaj se bo zgodilo? Outsourcev boš to delo. Prej si plačal delavce, zdaj bo pa to storitev, tako kot je klasična. Na ta način dvigovanje produktivnosti v realnih terminih, ja, v ekonomskih pa mogoče bi celo kdo to kupil, ampak v realnih terminih to ni to. To ni dejanska produktivnost. To je v bistvu samo prenašanje bremena na nekoga drugega. Tako da imamo tle kar dosti teh stvari, ki jih bo treba ob tem naslavljati in jaz mislim, da bo to širšo sliko nujno držati, ker samo znotraj te širše slike se bo nek kompromis lahko vzpostavil, da bo vsakdo najdel nekaj znotraj tega, kar bo dejansko omogočalo. Še državno sekretarko. Ja, hvala. Sej nisem se mislila glasiti, pa zdaj si me malo ja, zdaj žal. Ker se mi zdi super ta okvir, širši okvir. In bi rada par teh pointov vse izpostavila. Prvi je odkrit pogovor. Jaz mislim, da nam tega manjka v tej državi. Mi govorimo na ravni parol, na ravni floskul, na ravni instant rešitev, na ravni medijskih napisov in v družbenih teh na portalih, ne pa, da bi se resnično pogovarjali, ker nobena stvar ni črno-bela in nobena stvar ni takole rešljiva iz danes na jutri. Tudi, ni samo vprašanje, ali določiti na ravni EU minimalno plačo, ampak je ključno vprašanje, to je bilo danes velikrat izpostavljeno, kako jo določiti. Kako? Torej, prvo je pomemben proces, kako do tja prideti, drugo pa na kakšen način zapisati, da bomo dosegli to, kar je ključno, pravičnost, da bomo zmanjšali razlike znotraj EU-ja, kar je ena, in da bomo določili minimalne standarde, ki morajo pač veljati za vse države v tej Evropski uniji, torej, da se bomo vrnili na izhodišče, zakaj je ta Evropska unija ustanovljena, kakšne so naše skupne temeljne vrednote in ne k temu, k čemur žal smo vedno bolj šli in bolj, ko je kriza, bolj smo šli k temu, da je to samo še, ali pa ponovno samo še
ekonomska in finančna skupnost. Drugo, ko se pogovarjamo o teh zadevah, je treba naslavljati mite. In mitov je v naši državi veliko prisotnih. Enega si ti zelo načel, torej pri nas je veliko pravic, veliko obdavčitev, veliko dajatev, veliko vsega temelji na statusih. Mi v resnici sistem gradimo že dolgo časa na statusih. In ti statusi niso odvisni od dejanskega položaja, niso odvisni od dejanske višine dohodkov, dejanske kakovosti življenja, ampak statusno izrazito različno obravnavamo posamezne skupine v družbi. In tukaj govorimo o prekarnih, pa o vseh drugih oblikah dela, izvajanja dela ali pa služenja, kjer pa se potem kaže v tem, da smo mi država z eno najmanjših dohodkovnih neenakosti, ko je ta dohodek plača. Ne pa daleč od tega, da bi bili pa država z najmanjšimi razlikami v drugih prihodkih, v premoženju, v ostalemu. In prej, ko bomo to naslovili, prej smo potem tudi lahko o plačah kot o posledicah, ki bi mogle biti realno stanje, pa niso realno stanje, ker še delujemo na podlagi prepričanja znajdi se. Torej, neumen si, če se ne znajdeš, ker se greš osebno ekonomsko optimizacijo. In dokler pač delujemo na tej ravni, se ne moremo odkrito pogovarjati, kaj je res pravično in na kakšen način pač zmanjšati te dejanske razlike v družbi. Hkrati, zdaj bom pa s tem zaključila, smo pa še vedno država z relativno visoko kakovostjo življenja in z relativno visokim standardom. In tukaj si ne smemo zapirati oči, da nam zlasti javne storitve so ključ, zakaj imamo to visoko kakovost, visoko dostopnost in izrazito zmanjšanje neenakosti na tem modelu in socialni transferi, ki nam še vedno za 40% znižujejo stopnjo tveganja revščine v deležu, torej zaradi socialnih transferjev, ne zaradi lastnih zaslužkov. In to je cel paket. In ko naslovimo ta cel paket, se moramo na ta način pogovarjati in potem lahko pridemo do dobrih rešitev, da odpravimo še te slabe strani, ki jih imamo in da gremo naprej in da lahko v to verjamejo vse generacije. Ker če ne bomo na ta način nastavili, potem vse generacije res ne bodo to verjeli. Hvala. Ja, bom zdržal štartov vseeno. Ja, no zdaj, tale zadnja razprava mi je pobrala en del točki segmenta koncu. Se vidi, da sta delala. Ali si delal ali pa sta delala na iste področje. Naprej, zdaj, kjer jaz vidim ena pomembna reč, preden grem na minimalno, mi se pogosto soočamo v tej državi z nekim manjkom vizije, relativno močnim manjkom, se pravi, znanja in deficitom sposobnosti tega skomunicirati in se o tem pogovarjati. Se pravi, če ponazorim to, največji domet, recimo, ki smo ga sposobni, ko se pogovarjamo o davčnih spremembah, pa ne glede na to, kdo predlaga, do tega, da se ena nišna zadeva nekje nekaj spremeni oziroma ne obdavči. In potem bentimo nad tem, na celovito progresijo. Se pravi, imamo oproščeni, se pravi, prevozno delo, malico, imamo regres, ki smo ga oprostili, v celoti, imamo, se pravi, 13. plačo, imamo vse te zadeve, tako da si najprej izjemno zerodiramo svojo osnovo, ki bi lahko bila po nižjih davčnih stopnjah, prispevnih stopnjah in tako naprej, potem pa bentimo na celovito progresijo. Se pravi, pri takih zadevah se je treba najprej usesti, pogledati podatke in reči, kam bi radi prišli. Ne naslednji teden, v tem smislu, ja, bomo pa še malo regres pošrafali, pa bomo dali do 2-kratnika povprečne plače, ali pa do 2-kratnika, ne vem, tiste naše slovite božičnice, ali bomo pa morda dvigali dnevnice, zaradi tega, ker tisto seveda ni obdavčeno, pa se da potem še tam malo drugače narediti, ker seveda ljudi spravlja v bistveno drugačen položaj, ker davki po konceptualni logiki grejo tako, plačaš po svoji zmožnosti. Vsaka tako bod pripelje do tega, da se plačuje seveda v končni fazi nepravično, se pravi ne v skladu s svojimi zmožnostmi. Zdaj pa, če gremo na minimalno, jaz mislim, da bo minimalna plača neizbežno integralni del debate na evropski ravni, bo prišlo zagotovo do rešitve, jaz si ne predstavljam,
da bi prišlo do zavezujoče v kratkem času, lahko do nekih skupnih stališč, katerim se bo težilo, kar bo predpriprava na to, da pa pride do dogovora. Zakaj pa mislim, da bo prišel na koncu do obvezujočega dogovora? Zato, ker se pravi, Evropska unija se odločila, da bo gospodarska unija, odloča se bo, da bo, se pravi, bančna unija, odloča se je, da bo monetarna unija v marsičem. In enkrat začneš ugotavljati, da zmanjkuje nekaterih teh starih, tako imenovanih družbenih blažilcev. Se pravi, če mi pogledamo v preteklost, preden smo se pridružili Evropski uniji, smo imeli svojo, recimo tudi preden smo še monetarno, smo imeli tudi svojo monetarno politiko, mi smo lahko aprecirali, deprecirali, šli smo v inflacijo, se pravi, si dvignil plače, potešil nekoga, istočasno preko inflacije in določenih drugih manevrov, se pravi, rahljal, omogočal izvozno konkurenčnost in tako naprej. In se pravi, ti mehanizmi so včasih med sabo relativno dobro igrali. Dolga leta, desetletja in tako naprej med ekonomijami. Pa smo pa se mi odločili, da bomo začeli pri določenih zadevah se zamejevati. Seveda je Evropa, se različne države različno hitro razvijajo, različno hitro prilagajajo, različno hitro, če boste pogledali, nihajo. Slovenija ekstremno niha, mi gremo za 100.000 zaposlenih gor, pa 100.000 zaposlenih dol, če gremo delovno aktivne. Ne? To je nenormalno v primerjavi z drugimi državami, morda večjimi. Isto velja za gospodarsko rast in tako naprej. In tu rabiš določene, kot rečeno, blažilce, ki morajo biti v končni fazi tudi neki družbeni blažilci. Se pravi, da se ljudje počutijo vključeni, da ne ostajajo nekje zadaj, prepuščeni sami sebi. In iz tega razloga, če se bo imelo namen integracijo krepiti, bo treba delati tudi ta del integracije, se pravi socialni. In jaz mislim, da je bila iz tega vidika odločitev Evropske unije, z tega vidika kako naprej, ker mislim, da se je v zadnjem času začela malo izgubljati, ta poteza je bila prava, da se na nek način spet najde. Ob 60-letnici rimske pogodbe, s katero je nastala Evropska unija, sem bila povabljena kot ena od govornic v državni zbor. In takrat sem šla malo bolj globlje pogledati, v bistvu se nikoli nisem pravzaprav tako poglobila v to, torej, kaj so bili tisti temeljni kamni, poleg seveda teh 4 svoboščin, ki jih je prinesla Evropska pogodba takrat. In zanimivo mi je bilo ugotavljati, kako so razmišljali ustanovitelji. V mislih so imeli političen projekt, nekaj, kar bo varovalo Evropo pred vojnami, torej prineslo socialni mir in preko tega tudi prosperiteto. Hkrati pa s to idejo niso mogli oblikovati Evropske unije, ampak je lahko nastala na podlagi ekonomskih interesov. In zato je bila tudi v ospredju najprej dana ekonomska skupnost in je ostala ekonomija, gospodarsko povezovanje kot model prosperitete, integralno vključen v delovanje Evropske unije in razlog, zakaj se države držijo tega skupnega projekta. Ob seveda močnem zavedanju, da to prinaša tudi pomemben socialni napredek. Zato zanemarjanje tega elementa, ekonomskega, gospodarskega in prestop popolnoma na stran socialnega, bo pripeljalo do velikih, lahko pripelje do velikih trenj znotraj EU-ja, ker bodo posamezne države branile svojo ekonomsko podstat, ker na tej temeljijo. V nekaterih državah se manj zavedamo gospodarskega pomena, kot v nekaterih drugih. Zato je tudi pri teh tematikah pomembno imeti to kombinacijo oziroma to razmerje, vključiti ga tudi v te debate. Če tukaj pridem naprej na vprašanje minimalne plače na evropskem ravni, kar je današnja tema, je ta vpeta v oboje. In pri tem, v tem trenutku lahko govorim v svojem osebnem imenu, ker te debate vsaj na gospodarski zbornici na tak način še nismo imeli, ampak verjamem, da bi ob tej debati bila zelo presenečena, če ne bi dali podpore oblikovanju skupnega minimalnega standarda tudi na področju minimalnih plač v Evropi. Tudi kot delodajalci si prizadevamo za čim bolj podobna izhodišča, zato da se ne tekmuje na elementih, ki so pravzaprav škodljivi.
In tudi to, se pravi, če so velike razlike v minimalnih plačah, oziroma če ponekod so, ponekod niso postavljene, to dela eno diskrepanco tudi na trgu. Se pa treba potem zavedati, da Evropska unija je izvozno močno povezana z ostalim delom, torej je treba najti tudi rešitve, kaj pa zunaj. Mi ne prodajamo samo drug drugemu v EU-ju, ampak je treba to razumeti tudi v enem globalnem konceptu. In če zdaj ta globalni mačkam prenesem na domačo prakso, ki jo imamo novo, oddaja Karavank. Se pravi, za koga smo se mi odločili pri izbiri izvajalca. In tudi samo spremljanje skozi javne medije je bilo prikazano kot zmaga. Zmagal je cenejši. Zmagal je nekdo, ki pravzaprav v tisti državi niso standardi minimalnih plač, spoštovanja delovnih pogojev na enakem izhodišču, kot so recimo v Sloveniji. In smo to tudi ocenili, da gre za eno vrsto socialnega dumpinga, kajti naročnik mora znati presoditi, ali so tudi v tistem delu zajeti, ali v bistvu možno zgraditi nekaj, ali pa kaj cesto postaviti, ali pa karkoli, s tistim denarjem, ki je tam v tistem projektu zapisan. In smo se odločili, da pač skupno, da je veliko bolje, da to gradi tujec, kot da to gradi slovensko podjetje. Drugi primeri so ob dvigu minimalne plače, ko so začeli dobavitelji storitev javnemu sektorju povedati, nekaj se je zgodilo, mi več ne moramo zagotavljati storitve, ki pomeni 80 do 90% dela, je v celotni ceni storitev, mi več ne moramo po teh cenah, po katerih smo podpisali pogodbo, so bili praviloma odgovori, pogodba je pogodba. Torej, tukaj govorimo o tem, kaj pa je spoštovanje na strani države, ki je mar do človeka, ki je iz tega vzvoda šla dvigovati minimalno plačo in potem ne spoštuje tega, kaj to pomeni v nadaljevanju. Torej, na čigavih plečih potem prihaja do višje plače. Višja plača nekje, višji strošek pri nekomu pomeni višji izdatek nekje drugje. Ali pa višji prejemek na drugi strani. Zdaj, tukaj pričakujemo in smo tudi v teh debatah na domači ravni pričakovali, da bo vlada dala pač uredbo ali pa napotilo, da se bo to izpoštovalo. Pa tega nismo v bistvu doživeli. Torej je v tem veliko sprenevedanja. In tudi danes je bilo zelo veliko romantičnih misli pravzaprav izraženih, s katerimi se kot človek absolutno lahko strinjaš. Ampak če zanemarjamo tudi realni del, je tako, kot da bi rekli, a ne bi bilo bolj fajn, da ljudje lahko lebdimo, kot pa da nas gravitacija vleče k tlom. Pač realni del je gravitacija. In upoštevanje, kdor ne upošteva tega, se mu potem dogajajo stvari, ki se čudi, kako je šlo lahko to narobe, če smo pa tako dobro mislili. In to je tista poanta, ki jo delodajalci vedno izpostavljamo. Poglejmo 360 stopinj, kaj se bo zgodilo, ker morda lahko najdemo boljšo pot, s katero bomo dosegli vsi nek napredek, ne pa, da bomo polni parol, kot so bile recimo prejle izpostavljene, na koncu pa v bistvu efekt ne bo tako, kot je bil rečen. Tako da od evropske ravni do slovenske prakse. Jaz mislim, da smo ekonomske prednosti ali pa poudarek na ekonomiji v Evropski uniji lahko spremljali zadnjih 40 let in da mogoče pa vendarle čas, da kakšen delček pozornosti namenimo tudi tej socialni konotaciji. V končni fazi nekaj let nazaj, mislim, da 2 leti nazaj je bil sprejet evropski steber socialnih pravic, ki mu nikakor ne znamo najti zelo konkretnih rešitev in je zagotovo ta iniciativa okoli minimalne plače lahko ena od bistvenih sestavin tudi tega stebra. Tudi sem prepričana, da debata o minimalni plači zdaj ne pomeni, da v naslednjih 5 letih se bo pa Evropa pogovarjala o minimalnih plačah. Daleč od tega. To je samo opozorilo, da se dosedanji
Premalo natančni pogovori o tem ali pa nikakršni pogovori o tem niso izkazali za dobre rešitve, da imamo preveliko razslojevanje ne samo med ljudmi v posameznimi državami, tudi med ljudmi v posameznih, znotraj posameznih držav. Ideja danes je bila, da slišimo vse in da se pogovarjamo brez predsodkov. Ker konec koncev se moramo zmeniti, ker to je bistvo socialnega dialoga. In iskreno upam, da bomo lahko s tem nadaljevali odvisno od tega, kakšna bo pač politika vlade na tem področju in raven iskreno upam, da ne bomo pač skrenili iz enega tabora v drug tabor. Ker zdaj to, da smo enkrat šli iz vzhodne Evrope v zahodno Evropo, v bistvu pomeni neko dolžnost tem zahodnjakov in sever, da malo solidarni zdaj biti z tem delom Evrope, pri tej minimalni plači, da bomo lažje prišli skupaj. Ker če pa oni zaštopali, ker so Marija, potem zadeva ne more iti naprej, ker vzhod bo sigurno se trudil, da bi. Imamo par režimov, ki bo 100% proti in mimo tega iti je možno samo na ta način, da, v bistvu so tudi Skandinavci z nami. Drugače sploh ne gre to zadevo. To je bolj manj jasno. To vidim že na ravni same politične skupine, kjer se vseeno skuša upoštevati vse socialne partnerje, ker ne moreš drugače, ker je to v bistvu tudi tradicija socialne demokracije, da mora, mislim, ta del je mogoče celo bolj pomemben kot marsikaj drugega, ali pa se, no, včasih, če se vine, se potem v bistvu žal na nekaj čudnega zreducira, ampak vseeno, zdaj pa moramo dati kostitle gor, da bo veteransko ljudje imeli nek občutek v vsem tem prepišnosti nekih, ali pa dobro, da bi se tudi usmerjenje gospodarstva, konec konca treba dati tudi gospodarstvo na nek način usmeritev, v katero naj bi pravzaprav šli. Če bo treba zeleno spreminjati in hkrati upoštevati minimalno plačo, jaz mislim, da bi ta zadeva saj v neko pametno zadevo se lahko preoblikovala. Preoblikovati pa treba. To je pa bolj manj jasno, v bistvu. In to preoblikovanje bo saj zaradi teh zelenih zadev veliko bolj težko, težje, ne bo tako preprosto, bo bolj radikalno, kot pravzaprav to drugo. Ampak to drugo bo pa treba upoštevati, ker če ne bomo imeli ljudi zraven, nima smisla ne Evropska unija, ne Slovenija, ne nič. Ja. In to je bistvo. Zaradi tega bo na ta del nujno potrebno biti pozor. In še ena stvar, mogoče pa to samo kritika, karkoli si že misli v socialni demokraciji, do zdaj še svoje demografske politike, pa načel demografske politike ni znalo oblikovati, zdaj bo pa nujno potrebno. Najprej zaradi slovenske družbe in potem tudi zaradi evropske. In širši kontekst, ki ga bo treba nasloviti, je seveda tudi minimalna plača, lahko minimalna penzija, kot Nemčiji recimo, lahko je minimalni dohodek, vse te kategorije bo treba določiti. In še mogoče čišči zadnji stavek, kako bi fajn bilo, če bi bila osnovna plača enako velika kot minimalna. Vse je bilo zelo preprosto. Pobožna želja, ampak če ne bo šlo v to smer, bo sistem katastrofa.